Dober dan želim vsem skupaj na ta čudoviti dan, to čudovito soboto. Čisto na kratko, da ponovimo, kaj smo imeli prejšnji teden. Smo imeli zanimivo temo in sicer smo imeli time management, organizacijo COVID-19 časa v zasebnem in v javnem življenju. In samo v nekaj točkah, da ponovimo, ker je zelo pomembno, kako si organiziramo. Se pravi, moramo imeti konkreten cilj, kaj storiti danes, da bom jutri dosegel delni rezultat in tako vsak dan težimo k napredku. Moram voditi vsaj statistiko, kaj sem kakšen dan naredil, ali vodim knjigo napredka in vidim statistični rezultat lastnega dela in lastnega napredka. Ali to počnete? Samo vprašam. Fajn bi bilo, če bi, če še tega ne počnete, tisti, ki pa počnete, vam pa iskreno čestitam. Cilj mora biti realen, zastavljen na bazi uresničitve in vsak dan za ta cilj nekaj naredimo, da si organiziramo čas. Lahko ob istem času, lahko si pa seveda čas tudi razporedimo glede na ostale dogodke. Cilj mora biti dosegljiv, relevanten, s tem mislimo, da mora ta cilj pasati k drugim ciljem v karieri, se ujemati s ciljem na delovnem mestu, v zasebnem življenju in pa seveda z mojo osebnostjo. Da to, kar delam, da odraža resničnega mene. Cilj, smo rekli, mora biti časovno ukvirjen. Za vsak cilj si rečem v času te, v enem dnevu, v enem tednu, v enem mesecu, v pol leta, v enem letu, v 5 letih želim doseči cilj. Se pravi, imamo kratkoročne cilje, srednjeročne cilje in dolgoročne cilje. In s tem ciljem se moramo identificirati, ker če se ne, ga nikoli ne bomo dosegli. To je zelo pomembno. Najpomembnejša stvar pa je, preden želimo cilj doseči, da si ga napišemo, si ga damo na steno in ga vsak dan gledamo, preberemo in potem to v nas kozmos naredi po svoje. Če tega nimamo napisano, potem čist preprosto, to ni cilj, ni organizacija časa in nam povzi iz rok. Toliko za ponovitev od zadnjič. Sedaj pa čist na kratko pregled in komentarji in potrditev zapisnika prejšnjega tedna iz našega 33. srečanja, se pravi, to smo imeli 16.10. in vas vprašam, poslal sem kopijo zapisnika, ki ga je naša zapisnikarca naredila. Imeli ste zraven, se pravi, povezavo, upam, da ste prebrali. In vas vprašam, ali se z zapisnikom strinjate. Lahko poveste v mikrofon, lahko pa rokco dvignete. Tu ste pravi, ok, super. Ja, tukaj smo enoglasno sprejeli. V redu, ja, vidim rokce, ok. Ima kdo kakšen komentar na zapisnik prejšnjega tedna? Ok, potem lahko rečem, da je sprejet sklep v Društvu Beli za srečno življenje, da je zapisnik od prejšnjega tedna enoglasno sprejet. Torej, sklep je sprejet, zapisnik je sprejet in potrjen, torej hvala vsem. Danes gremo pa naprej. Imamo zanimivo zadevo in sicer naša članica Društva za srečno življenje, Jasna Julija Žontar, nam bo danes povedala, ljudje, kako naj komuniciramo. Komunikacija v stresnih okoliščinah. Kako se pogovarjati? Je bolj pomembno poslušati ali je bolj pomembno povedati? Kakšna čustva v tem doživljamo? A nas kaj tukaj v trebuščku mrtviči ali pa živimo tle noter? Kakšna je ta komunikacija na društvenih omrežjih in pasti na družbenih omrežjih v zvezi s komunikacijo? Tako da zdaj povabim pred kamero Julija, dobrodošla, Živjo, dobrodošla. Evo, in beseda je tvoja, jaz sem te na kratko predstavil, malo povedal, kaj boš povedala, zdaj pa kar z besedo na dan. Evo, tukaj gre v živo, tukaj pa so člani. Izvoli. Hvala, Mihael. Ja, prosim. Zdravo, moje ime je Jasna Julija, za tiste, ki me slučajno ne poznate. Jaz sem po izobrazbi drugače ekonomistka, ampak komunikacija me je vedno zanimala in predvsem kako ljudje razmišljamo, kako delujemo,
zakaj govorimo, kar govorimo, kako čutimo. In sem se v zadnjih 5 letih tudi ukvarjala s tem, ko sem vodila različne delavnice o komunikaciji, predvsem znotraj podjetja, kar pa je seveda lahko zelo prenesemo tudi na družino in v okviru raznih team buildingov, tako da vam bom danes povedala, danes ne bo neka komunikacija, ampak bo bolj monolog, razen vmes, ko bom povabila nekaj članov, da bojo tudi sodelovali pri tem, da vam bom pokazala, kako komunikacija naj ne bi izgledala in kaj komunikacija ni. Torej, o čem Mihael je že povedal, kaj bom govorila, jaz bom pa samo še nekaj dodatnih točk povedala, to se pravi, šli bomo čez to, kaj komunikacijski proces je, zakaj je za uspešno komunikacijo potrebno varno okolje, kako to vzpostavimo, glavne lastnosti uspešne komunikacije, kaj je pomembno, ali je pomembno, da poznamo sebe za uspešno komunikacijo. Vmes bomo šli čez nekaj primerov, bomo tudi odigrali nekaj, tako da bo malo zabavno, bolj in tudi mogoče zanimivo zaradi tega, da si boste lažje predstavljali. In dotaknili se bomo socialnih omrežij, ki so vedno bolj pomembna in tudi komunikacija na njih. Ter na koncu bomo spoznali eno rešitev, ki nam pomaga v kritičnih trenutkih, kjer seveda odreagiramo, kakor odreagiramo, ampak je ta komunikacija zelo pomembna za naše odnose vnaprej. Za začetek naj povem, da če želimo učinkovito komunicirati, se moramo zavedati, da smo vsi različni v tem, kako dojemamo svet in to razumevanje uporabimo tudi kot vodnik za našo komunikacijo z drugim. To se pravi, ni pravila, kakšna je. Mora biti enosmerna ali enoznačna, ampak vedno komuniciramo glede na to, kakšnega človeka imamo na drugi strani, v kakšnem stanju smo, v kakšnem čustvenem in v kakšnem okolju. Tako da ne moramo reči, da je to, se naučimo iz ene knjige in znamo za vsak primer. Pač moramo upoštevati to raznolikost in drugačnost. Zdaj bom pa za začetek samo prebrala iz enega gradiva o komunikaciji, kaj je učinkovita komunikacija in zakaj je to pomemben korak do sočloveka. Se pravi, besede so le skupek črk, ki nam že tisočletja dajejo pomen. So ključne pri razumevanju, izražanju in so naše orodje, s katerim gradimo močne mostove med seboj in žal pogosto tudi naše orožje, s katerim prizadenemo sebe in druge. Zato uspešna in učinkovita komunikacija ni samo sporočanje in poslušanje, ampak je kakovosten dialog dveh ali več enakovrednih posameznikov, ki odprto izmenjujejo svoje misli, poglede, čustva, občutke in svojo energijo. Ne pozabimo, da v komunikaciji izmenjujemo energijo. Ob tem spoštujejo, se pravi, ti posamezniki, ki komunicirajo, spoštujejo svoj čas in čas drugega. Zato ne dolgo vezijo, ampak izbirajo jasna in razumljiva sporočila. Spoštujejo sebe in druge, zato so iskreni, potrpežljivi in predvsem v zadnjem času vidimo, da nam manjka tolerantni. Njihov dialog je dvosmeren in izmenjujejo se v vlogi sporočevalca in poslušalca. Velja pravilo, da naj bi toliko časa, kot govorimo, tudi poslušali. To se pravi 50-50. 50-50, ja. To pravilo, ki mislim, da je tudi na drugih področjih življenja pomembno. Se pravi, ne moramo samo mi, jaz, ampak vedno je to v nasprotju tudi človek, ki želi tudi izraziti sebe in tudi nam kaj povedati. Tako da poglejmo najprej komunikacijski proces. Vsak posameznik ima močno potrebo po tem, da je slišan
in tudi, da se izrazi. Tako da tukaj mislim, da to vidite in doma, v službi, med prijatelji. Nihče ne želi biti nekje v nekem kotu tiho in pač ima občutek, da s tem pokaže, da on tudi obstaja. In to je naš naravni vzgib. To se pravi, ne moramo, da bi ne komunicirali. Zato je ta komunikacija prisotna v vseh aktivnostih in večinoma jo vzamemo samo po sebi umevno in ne posvečamo dovolj pozornosti. Zato sem pa jaz danes tukaj, ker želim, da delamo na tem, da se znamo bolje komunicirati in da znamo dobro poslušati in da znamo tudi dobro izraziti svoje mnenje, sploh v teh časih, ki trenutno so in ki vidimo, da teh mnenj imamo na milijavžant, jaz pravim. Tako da tudi, ko smo tiho, komuniciramo sami s seboj, se pravi, nikoli nismo, da sam smo. Tudi, če smo nič ne govorimo, poteka ta proces komunikacije sam s sabo, razmišljamo, zdaj kaj bi naredili, kam bi šli, a smo v redu, a smo dobri, ali smo lačni, ali nismo. V glavnem, komunikacija poteka ves čas. In izraz komunikacija prihaja iz latinske besede communicare in pomeni posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet. Iz opisa je razvidna zelo pomembna komponenta komunikacije, ki jo radi pozabljamo, in to je spoštovanje. Ker zdaj večinoma za nasvet prosimo ljudi, ki jih spoštujemo in cenimo, čeprav v današnjem času, ko imamo internet in ko imamo Google in ko imamo vsa ta socialna omrežja, kjer vsak želi, kjer pač lahko vprašaš tudi kogarkoli drugega ali pa objaviš, ne vem, vprašanje kar tako nasplošno in potem se ti ljudje javijo in ti svetujejo, tudi ni čist nujno, ni več ta, ampak mi zdaj govorimo o tej komunikaciji, ko imamo pred sabo živega človeka, to se pravi, internet je nekako ni v prvem planu. Tako da najučinkovitejša je tista komunikacija, kjer v bistvu vsak, ki sodeluje, ima aktivno vlogo in zato ni samo izmenjava mnenj in pač je tudi čustva si izmenjamo in energijo. Tako da jaz bi zdaj mogoče, to se pravi sam moment, ker sem tle malo neke stvari, jaz bi mogoče zdaj za tako vod povabila Janjo, da pride z menim semle, pa bova midve pač odigrali Janja ne ve, da ni vedela, Tanja, ja, ni vedela, da bom jaz njo poklicala oziroma da jo bom povabila, če želi, seveda ni nujno, ampak si dobrodošla. Ja, kar pridi, sej se te vidi. V glavnem, zdaj bomo midve, rečemo, naredila en primer komunikacije. Recimo, zdaj, da sva dve prijateljce, ki si že dolgo poznava, in se ena pokliče drugo, ne vem, zdaj primer, recimo, bom jaz zdaj, prikazali bova komunikacijo, ki ni okej, prav? Kako bo to izgledalo? Jaz bom poklicala tebe in bom te povabila, če prideš malo na klepet, na kavico in bova to kar zdaj speljali, prav? Tanja, Ožijo, daj prid malo na kavo, bova, vid se malo, toliko časa se nisva videla, bova malo poklepetali, a si za? Ja. Super, prlet, evo, sem že kavo skuhala, super, da si, evo, tukaj, super, kar vsece, lej, super, evo, kavica že je, piškote, vse sem spekla. Kako si? Daj mi pa povej, a si v redu? Jaz zmeraj rečem tako, sem, kar si naredim. Ja, sej, te čisto razumem, veš, jaz tudi včeraj, ko sem šla, pa to so eni sami problemi, to je, jaz res ne vem, mislim, veš, pa pes, to on mene sploh ne uboga. Ma, veš kaj, glej,
ne vem, kako ne ti povem, pa tudi v službi, veš, grozno, to je vse, jaz res, kaj ne ti rečem, lej, še dobro, da si prišla, da se malo pomenva, a drugače, kaj pa ti kaj? Ja, nič. Kaj delaš kaj? A z vlaki? Včasih, kadar me potegne, grem, ampak v glavnem... Ja, ma se, ja, tudi jaz tudi, ma ne, a veš, jaz tudi kar grem, pa se to jaz te čisto razumem. Ma zadnjič sem šla, pa sem šla v Hofer, pa ti povem, to je bila cela štala, ma bolj, da ti ne govorim. Ma ja, joj, pa glaven boli, a ti pa zdravje, pa to je v redu. Ja. Ma ne, lej, sej vem, pa to si mi že zadnjič povedala, ne, lej, sej, jaz te čisto razumem, pa, lej, joj, kad mene toliko začne glava boleti, jaz ti ne znam povedati, to je tako grozen, res, tako da, lej, še dobro, da si ti malo prišla, da se midve malo pomenva, pa da lahko malo poklepetava, pa tako, joj, zdaj pa že, joj, 20 čez je že, ful dobro, da si prišla, toliko te imam rada, ker zmeri prideš, pa lahko toliko dobro poklepetava, tako da kar priče kaj, bova še kaj nekakšno rekla, je prav, super, da si prišla, hvala Tanja, dio, zdaj pa res moram iti. No, hvala. Tako je nekako izgleda komunikacija, ker ni komunikacija, ne? Zdaj pravi, jaz, to najbrž poznate že imate kakšne take izkušnje, predvsem imamo to izkušnje ljudje, ki smo bolj, bom rekla, empati in nas ljudje porabijo za to, da jih poslušamo. V tem primeru nisem bila jaz, je bila empat Tanja, ki je pač prišla malo na pogovor, na klepet, mislila je, da bova malo se pogovarjale, v bistvu sem pa govorila samo jaz, zamorila sem jo, tako da ni več vedela, najbrž je bila popolnoma brez energije, ki je šla od mene stran. Jaz sem imela pa občutek, da koliko je super ona, jaz sem na njo vse svoje probleme prenesla, vso to energijo od strano, ki sem jo imela, sem na njo dala in jaz sem zdaj super in ful se dobro počutim, ona se pa počuti, kot da je en izrabil. In dejansko v komunikaciji se to dogaja, ne? V bistvu, jaz imam take izkušnje že odprej, najbrž ima tudi kdo drugi, ali pa se bo kdo prepoznal v tem, kar sem jaz pokazala. To ne govorim zato, da bi bil zdaj nekdo slabši človek ali pa boljši človek, ampak bolj je pomemben to, da dejansko se vedno vprašamo po takih srečanjih, kako se počutimo. Ker če se ne počutimo po srečanju in komunikaciji z nekom dobro, pomeni, da nekaj ni ok. In večinoma ni ok v tem smislu, da smo mi ali se izčrpali, ker smo pač toliko energije od sebi dali, ali pa smo prevzeli na sebe vse te občutke, energijo od nekoga in dejansko to ni komunikacija, ki jo želimo. Tako da to, kar sem prej rekla, da 50-50 poslušamo, 50 govorimo, je fajn, da se sami sebe pogledamo. Še nekaj, nismo popolni, tudi jaz ne, tudi zato jaz to govorim vam, ker tudi jaz občasno delam to, da preveč govorim, ker rada govorim in potem se moram, ampak ker se opazujem, to dobiš z vajo, se opazuješ in sam sebe slišiš, da zdaj pa že pretiravaš in takrat lahko tudi v bistvu to ustaviš in pač rečeš človeku, da je zdaj pa res ti povej, kako si ti in si tiho. Tudi če on ne more tako hitro govoriti kot ti ali bolj počasno, dajmo čas, pustimo, dajmo ta prostor. Tako da to je bil en primer. Imam jaz tudi take prijateljce, oziroma zdaj vse prijateljce so še vedno sam, niso več tako blizu mene, ker enostavno niso težko, sicer takemu človeku to poveš, ker ne bo razumel. Ker največji občutek, ki ti ga daje, občutek krivde v smislu tega, da ti po tej, recimo, eni uri, ko govori samo o sebi, ko govori samo o svojih problemih, o sebi, jaz, si ti, ni s tebe sploh tam ni. In na koncu tak človek reče, ti si toliko dober friend, jaz sem tebe tokrat, jaz te toliko spoštujem, res hvala ti, ker
s tabo se da res pogovoriti. In potem imaš ti svoj občutek, ker ti nisi nič povedal, govoril samo on, ampak zdaj, ali češ zdaj izgubiti to vlogo dobrega človeka, če njemu poveš, poslušaj, glej, 1 uro si me moril, sploh ne veš o meni nič, kaj se z mano dogaja, mislim, lej, oprosti, to ni noben prijateljstvo, niti ni komunikacija in s tem izgubiš to vlogo, kot jo je on dal. Tako da tukaj, to je samo bil en umesen primer za to, da se da malo pogledate svojo komunikacijo, kaj imate. Ali ste oni, ki preveč govorite, ali oni, ki premalo oziroma ki sploh ne pridete do besede. Tako da, je kakšno vprašanje, mogoče kakšen komentar, lahko stisnete like, če ste doživeli kaj takega že v življenju, to se pravi, lahko napišete v spodaj. Ja. A vmes v besedo, da se vmes skačkat, ne? Lahko. Kaj? A ja, da mi zdaj mene kaj vpraša. Vmes, recimo, ne, onaj, ki govori, ti ga pa prekinaš, ali pa že naprej poveš, kako ti to razumeš. Skratka, ni to v redu. Ne? Mislim, komunikacija je vedno tako, ti nekaj poveš, ne da ti zdaj govoriš pol ure, pač, če se pogovarjaš in ne vem, o tej temi imaš nekaj in potem rečeš, ok, kaj pa ti misliš in potem ti vtihneš in mu pustiš človeku, da pove še on, ne? Ne da ti, ker včasih niti ne moreš vskočiti v besedo, ker te ne pusti, ne? Ker je tako gosto, da sploh ne moreš prijeti, tudi če bi presekal. Tako da ja, ne segaš v besedo, ampak če pa to predolg časa traja, pa tudi lahko rečeš, no da ja, lahko še jaz kaj povem. Ni nič narobe. Ja, da ni preveč monolog. Okay, zdaj bomo pa pogledali, kakšno je varno okolje za komunikacijo. V bistvu, mogoče se niti ne zavedamo, da je koliko je pomemben ta občutek sogovornika, da v bistvu nam lahko zaupa ali pa da mi njemu zaupamo, ker v vsaki komunikaciji v bistvu sebe razkrivamo delček sebe, ne vem, svojega karakterja in takrat tudi postanemo ranljivi, ker smo samo ljudje, smo ljudje, nismo roboti in če povemo, kaj čutimo, kaj razmišljamo, kaj je to, s tem se odpremo in ljudje bi lahko to tudi izkoristili. Zato je za odprto in kakovostno sporazumevanje ključno, da smo odprti, da nas ni strah povedati, kaj v resnici mislimo, ter da izrazimo svoje čustva in občutke, brez da bi mislili, da nas bo nekdo zasmehoval. In dober temelj za vzpostavitev tega varnega okolja, v katerem pogovor teče obojestransko v zadovoljstvo obeh strani, je, da se resnično zanimamo za sogovornika, za njegove potrebe in razmišljanja, ter da je naša namera, ko stopamo v to komunikacijo, iskrena. Tukaj je pomembno, da v bistvu poslušamo nek svoj notranji občutek, ne, tako kot pri vseh stvarih, mislim, da tudi pri komunikaciji, in da je, če je naša namera iskrena, da res želimo s tem človekom se pogovoriti v smislu dvostranske komunikacije, potem bo tudi on to začutil in se bo odprl in bo tudi ta komunikacija potem veliko bolj iskrena in človeška in dejansko bosta imela obe strani nekaj od tega. Zdaj, ali smo zmožni ustvariti prostor, v katerem se mi in sogovornik počutiva varno? In vprašamo se dostikrat, ali smo res iskreni, ali se iskreno zanimamo za tega človeka, ali to samo zato govorimo, ker pač da ni tišine, ali pa zato, ker pač imamo v zadnji neki interes. Ali je res vprašanje, kako si samo fraza in vstopnica, da potem govorimo o sebi. Se pravi, danes je tako, jaz se zelo veliko sebe poslušam in opazujem in moram reči, da to vprašanje, kako si, včasih nisem čisto razumela, kaj so rekli, tudi pač v angleščini bolj se to je bolj tako
hladen, ampak je postal tudi hladen v Sloveniji, ali pa bom rekla v slovenščini, ker ali je kako si sam tako rečeš namest dober dan, ali res rečeš kako si, a si res v redu, povej mi in potem počakaš na odgovor, ker mogoče ima človek kaj zapovedati, lahko tudi, da ni tako v redu ali pa karkoli, lejte, tako da naj ne bo tak, kako si samo nek pač dve besedi kot mašilo ali pa kot pozdrav, ne. Dajmo se res zanimati za človeka, ne. In pa seveda to, ali smo potem res sposobni poslušati nekoga, ki nam resnično, iskreno zdaj nekaj hoče povedati in brez da bi ga prekinili in brez da bi takoj začeli mu svetovati, brez da bi takoj povedala, jaz pa tudi, jaz sem bila tam, joj, kaj sem bila jaz tudi tam, je bilo tako, jaz so moji otroci, ja, kaj sem jaz pa moji otroci. A veste, to je tako zelo, je človeško, normalno, ker se spomnimo, ker smo pač, se spomnimo svojega življenja, ne, ni to nič neobičajnega, vendar, če res želimo nekoga slišati, kaj nam on ima zapovedati, potem pustimo, da on pove, ni treba, da ga mi prekinjamo s tem, kaj pa mi, kako smo pa mi in kaj to zdaj, ker dejansko s tem razvrednotimo to, kar hoče nam on povedati. In ali tudi, kaj je del tega varnega prostora, ali sporočimo tudi to, da česa ne moramo narediti, ali se raje preprosto izognemo pogovoru. Zato, ker v bistvu veliko ljudi ne zna reči ne in potem zavlačuje in reče, se tem poklical in pol ne pokliče, sej bova se zmenila in se potem nikoli ne pride ta čas, da se pomenta. Tako da ljudje v bistvu zelo dobro čutimo na eni energijski ravni, a je nekdo iskren v tej nameri, ker želi z nami govoriti ali pa ni. Tako da mislim, da imamo to intuicijo vsi, samo da jo zelo malo poslušamo in upoštevamo in da je fajn, da začnemo pač to intuicijo veliko bolj poslušati tudi v komunikaciji. Kaj je najboljš, kar lahko storimo za varno okolje, zato da bo res ta komunikacija iskrena in taka, kot pač si jo želimo, da se do drugih vedemo tako, kot si želimo, da bi se oni vedeli do nas. To velja ne samo v komunikaciji, tudi povsod drugod. In v bistvu ta samorefleksija, ali mi dejansko od nekoga nekaj pričakujemo, kar sami ne znamo dati ali pa pač ne želimo dati, je zelo pomembna, tako da vedno si lahko nastavimo ogledalo in pogledamo, a mi pa res komuniciramo tako, kot želimo, da bi drugi komunicirali z nami, ker dejansko je fajn, če smo mi tisti, ki prvi začnemo, zdaj kaj pa bo drug naredil, je pa njegova stvar. Tako da fajn je vsak dan, no, dokler to ne postane navada, se mal iti nazaj, pa reči, ok, kakšne pogovor sem imel, kje bi lahko drugače reagiral, kje sem premalo poslušal, kje sem bil preveč pameten, kje sem bil preveč tiho, pa bi rad kaj povedal, pa nisem mogel in tako nekako postane to lahko neka veščina, ki se izboljšuje. Zdaj imamo pa še par stvari za uspešno in učinkovito komunikacijo. Tukaj čisto na kratko bom jaz jih naštela, kjer so te, po mojem mnenju, najpomembnejše značilnosti. To je, da je jasna in ciljna, da je spoštljiva, da v bistvu ohranja spoštovanje vseh vključenih, da je dvosmerna, da je odprta in tekoča, da je iskrena, to smo že vse šli čez, da je tvorna in tolerantna, da je pozitivno naravnana, ter da izraža tebe. To se pravi, ti komuniciraš, izražaš sebe, nisi nek drug človek, nisi neki tvoj idol, ampak si ti. Se pravi, bolj ko boš ti, bolj ko se ne boš pretvarjal, da želiš biti nekdo drug, bolj boš avtentičen in boljša bo tvoja komunikacija z ljudmi. Tako da
Kakšen komentar? Je? Bomo se pogovarjali, ne? Bomo. Kako je z neverbalno komunikacijo, Ja. ko prideš v okolje, recimo? Ja, tukaj zdaj tako, ta tema komunikacije je ful obširna, ne? In to lahko govorimo pač cel dan o tem. Tako da moram reči, da nisem vseh področji predelala, ampak ja, neverbalna komunikacija je tudi zelo pomembna. Predvsem začneš že s tem, kako stojimo, kako smo oblečeni, kako gledamo človeka v oči. Očesni kontakt je zelo pomemben, tako da nekako s tem tudi se povežemo s človekom, potem ali pač stojimo takole in smo zaprti, dobro, če nas zeben in to nič narobe, ali nekaj mencamo, ali smo sključeni, ali se odvračamo stran, ali malo kažemo z rokami, to je odvisno tudi od človeka, ne? Ker smo ljudje bolj, eni smo bolj vizualni, eni so bolj slišijo, auditivni, eni bolj rajš pač govorijo in eni pač so tukaj, to bomo, Mihael, mislim, da tle imamo ful veliko stvari za povedati, tako da to sem spustila za drugič. Dobro. Ampak ljudje smo različni, ja. Nekomu lahko ti v komunikaciji veliko poveš in mu razložiš, ampak če mu ne boš opisal, v smislu, ja, ne vem, včeraj sem šel tam mimo in je bila, tako je dišala ta jesen, prav dišala je tako. In zdaj, če on ni ta tip človeka, kot si mislimo, kaj diši jesen, kaj. Jesen je pač rumena, on je bolj tako, pa list je pada, pa to ti pa mu diši, pa pol je bil, kar veter je bil in tako, no, okej. In v bistvu so stvari, ki jih je on bolj čutil, ta pa je bolj vizualen. In zdaj, dobro, to zdaj govorim recimo o eni taki stvari, ampak ko se pogovarjamo o stvarih, ki so pomembne, ne, takrat tudi to pride zelo do izraza. Ampak to bomo pustili, lahko naredimo, potem izberemo par tipe in bomo pustili za naslednjič. Tako da, zdaj bi pa obdelala še en vidik komunikacije in to je sicer pozitivna naravnanost. Se pravi, kot lastnost dobre komunikacije, pozitivna naravnanost, ki v današnjem svetu se mi zdi, da je vedno bolj, da jo primanjkuje, no? Ne bom rekla, da je vedno pač odvisno, kje se giblješ in s kom se pač pogovarjaš. Ampak živimo v tem času, kjer predvsem to negativno naravnanost je zaznati v medijih, in tudi na socialnih omrežjih. In če si želimo priznati ali pa ne, ta socialna omrežja in mediji zelo močno vplivajo na naše odnose in vplivajo tudi na našo naravnanost, na to miselno naravnanost. Zato, kadar je negativno okolje, je zelo težko ohranimo pozitiven, optimističen pogled na svet in poln zaupanja. In to se vse prenaša tudi v našo komunikacijo. Zato je fajn, da ne gledamo poročil, da ne čepimo pred ekrani več, kot je nujno potrebno, kar pomeni tudi, enako velja tudi za socialna omrežja. Ko dobro veste, socialna omrežja so narejena tako, da dejansko usmerjajo vašo pozornost točno tja, kamor, ker vas tako dobro pozna ta tehnična inteligenca, nam je rekla, da vas usmerja v to smer, večinoma ne v to, da boste vi srečni in zadovoljni, ampak da boste prestrašeni, sfrustrirani, da vas bo skrbel, ker je tako narejen, ker iz tega pač črpa ta svet energijo. Tako da pozitivno naravnanost ohranjamo najbolj tako, da se ognemo ogovarjanju, da se ognemo razpravljanjem o problemu, razpravljanju o problemih, ki so kot nerešljive težave, recimo, da iščemo krivca. To so 3 take glavne stvari, ki nam pomagajo, da ostanemo v komunikaciji pozitivno naravnani, da nismo žrtve. Ker
svojo pozitivno naravnanost lahko krepimo tudi s tem, da iščemo dobre strani v vsaki situaciji, ko se težav lotevamo z iskanjem rešitve in ko razmišljamo o svojih močnih kvalitetah, o tem, o čem smo dobri in tistemu namenjamo več pozornosti. Tako da naša, lahko rečem, splošna komunikacija tekom dneva je odvisna od tega, kako smo pozitivno naravnani. Zato ohranjamo to pozitivno naravnanost. Zdaj pa še, zakaj je za komunikacijo pomembno, da poznamo sebe? Ker v bistvu mi v proces komunikacije vstopamo brez kakšnih predsotkov, z radovednostjo, z zaupanjem, z odprtim odnosom do drugega. In v bistvu je ta drugačnost, različnost, ki pač nas plemeniti, predstavlja dodaten izziv. In zato bolj, ko poznamo sebe, bolj vemo, kakšne so naše reakcije, kaj mi želimo, česa ne želimo, kaj nas veseli, kaj nas bogati, kaj bi radi v življenju. Bolj, ko to vemo, bolj bomo z ljudmi to lahko, s tistimi, ki so nam, bomo rekla, blizu ali pa ki so nam podobni, bomo lahko lažje komunicirali o tem. Vendar, kaj je pa pomembno, da na tem svetu obstajajo vse sorte ljudi in pač ne moramo vedno komunicirati z nekom, ki smo si podobni in isto razmišljamo. Vedno obstajajo ljudje, ki so različni, ki imajo druga mnenja, imajo drugačen pogled, druge vrednote, ampak mi še vedno moramo z njimi komunicirati, ker ne moramo se kar ugraditi od njih, a je tako. In v bistvu nas pa po eni strani nervirajo, nas odbijajo, tako jezijo nas in ampak kaj je zdaj problem? Problem je to, da jih mi ne moramo izločiti, če so ti ljudje v službi, če so v družini, rečemo. In ne moramo reči, da samo s pozitivnimi ljudmi in s takimi, ki so nam blizu družili. Zato imamo vedno izbiro. In vedno je izbiro, kako mi reagiramo, kako mi komuniciramo. In a je to zdaj slabo? Slabo pravzaprav samo s takimi ljudmi, če bi imeli vsi samo take ljudi, ki so nam čisto enaki, a bi bil svet dolgočasen, a bi bil, skozi bi vedeli, kaj mislijo, isto bi jedli, iste filme bi gledali, o čem bi se pogovarjali, skozi bi bilo isto. Nič novega se ne zgodi, ne? Z ljudmi, ki so isti, nič novega. In v bistvu nas bogatijo ljudje, ki so drugačni od nas. In s tistimi v komunikaciji, s tistimi se razvijamo, rastemo in spoznavamo tudi tiste delčke sebe, ki se jim ponavadi radi izognemo. To se pravi, ker vsak v sebi ima čisto vse spektre in čustev in dobrih in slabih lastnosti, zdaj samo tiste, kjer prevladujejo in kjer večkrat pridejo na plan. Tako da v bistvu je najbolj pomembno to, da se sprejmemo in da nekako probamo komunicirati z vsemi ljudmi, tudi s tistimi najbolj težavnimi, vendar pa tam pa je fajn, da tudi poznamo kakšne trike oziroma da ne pademo not v komunikacijo, da bi nas to preveč izčrpalo ali celo uničalo. Tako da, kakšna je zdaj rešitev za stresne okoliščine ali pa stresne situacije, stresne ljudi? En kitajski pregovor sem našla in sicer, da niti najhitrejši konj ne more ujeti besede, ki jo izgovarjaš v jezi. To je zelo, se mi zdi, za vsakega, ker pač jeza je ena človeška stvar, ne moremo reči, da nikoli nismo jezni, tiska nikoli ni jezen, jaz mislim, da takega človeka ni, da samo ne prizna. In najlažje je biti v jezi in vršiti ven v tistem trenutku vse, kar ti pade na pamet, užaliti človeka, ga poteptati, v bistvu to negativno energijo vršiti na njega
In to je tisto, kar mi ne želimo. Prav, ne želimo tega, ker želimo, da tudi drugi z nami tako komunicirajo, da tudi drugi nas upoštevajo. Tako da imamo sicer zdaj bi pa mogoče dve okoliščini ali pa dve okolji, ki se lahko pojavljata oziroma ki se pojavljata. To je eno je okolje, ko imamo z ljudmi živimi, to se pravi doma ali pa v službi opravka in je stresno in moramo skomunicirati nekaj, nekje pa preko Facebooka, socialnih omrežij, kjer imamo občutek, da imamo sicer na drugi strani človeka, ga imamo, ampak imamo vmes eno pač ščit, nekaj, kar nas ščiti in v bistvu se počutimo veliko bolj varne, da lahko rečemo in naredimo karkoli. Tako da mogoče bi jaz zdaj povabila enega, da eno tako situacijo odigramo, stresno. A se kdo javil? A vi kdo prišel k meni? Jaz nisem še nobenega pojedla do zdaj, mogoče ga bom danes, ampak... Imaš stresne situacije v službi? Ne, da vidimo, kdo bi prišel. Eno tako, pa se ni v službi, lahko je to doma, ne vem, recimo. No, Mihajl, prid. Prid ti. Da bova zdravo. Zdaj midva bova igrala zdaj, ti boš moj brat, jaz bom tvoja sestra. Midva sva drugač se dobro razumeva, ampak ti si bolj hitre jeze. Ne, ti nisi, jaz sem hitre jeze, prav, jaz sem hitre jeze. Jaz sem tudi hitre jeze. Ti si hitre jeze. Ja, pa kaj pravdaš zdaj? Kaj me tle nadiraš pred kamero? Zdaj mirno. Tle si me povabila, tako nisem pripravljen, grozen se počutam. Vse vem, da ti je grozno. Jaz te čisto razumem. Ne pravila me izkoriščati tako v svoje namene, a ne? To meni ne gre. Vem, kako se počutiš. Ja, slabo. Je ful slabo. Zakaj? Pa sestra si, pa lahko bi me malo bolj poznala, ne pa da se jaz moram zdaj tle braniti. Nič hudega ne bo. A ti mene zezaš? Pol bova šla, ne, veš, da te ne jaz. Jaz nimam časa, pust me na mir, poglej. Vsi se mi smejijo že tlele, jaz se grozno počutam. Veš kaj? Mihajl, najbolj želiš kaj, jaz sem sicer mislila nekaj zdaj sestavo k meni, ampak vidim, da si zelo razburjen, jaz predlagam, da se, pet ti malo tisni do konca. Pa nisem jaz razburjen, ti si, ki me jeziš. Jaz imam tle še nekaj za povedati, pa jutri se bova usedla, ki se malo pomiriš. Tam te mami povedal. Ja, v redu je, se bova jutri usedla, je prav. Prav, v redu, pust me že enkrat na mir. Ja, pejt. Čau. No, v bistvu, on je želel mene zdaj sprovocirati, in jaz pač nimam, jaz tega ne želim, in zdaj, jaz bi lahko njemu rekla, pa dej, kaj težiš, pa dej, ali lahko enkrat normalno se pogovarjaš, ali ne, ker pač on ni bil v tem situaciji, da bi to lahko naredil. Zdaj, kaj je pomembno, kadar imamo nekoga, ki je tako, ki se jezi, ki je zelo, vsemu gre na živce, ali pa to je lahko tudi doma ali v službi, da nas ne potegne v svojo dramo, da ostanemo zunaj iz tega, ker njegov namen je zaveden ali zavesten, podzavesten, kakorkoli že, da nas potegne skupaj not, da se to sfajta in da pa greš vsak na svojo stran in si v bistvu on super, ti pa kacuna v tem primeru, ker vedno nekdo pač to energijo se izmenja, to se pravi, gre na tistega, ki je, bom rekla, bolj ki želi biti umirjena ali pa ki ni, ampak dejansko sta oba na koncu znervirana. Tega pa mi ne želimo si tega prvošiti, naša energija je res ful pomembna. In zato v takem primeru, recimo, najslabše, kar je naredimo, da se res kregamo, da se začnemo žaliti, da pač se pošiljamo nekam in v bistvu moramo ostati mirni, to se pravi, v svojem centru, ostanemo mirni. Takrat najbolj, da malo oddahnemo,
vdihnemo. Štejemo do 10. Ja, izdihnemo, pustimo, da pač oseba pove, govori karkoli že ima in si rečemo, da se to mene ne tiče, ker dejansko se ne. To, kar ima on zdaj zapovedati ven, to nima veze z mano, ali on meni reče, da sem jaz zoprna, da težim ali karkoli. To minimo zdaj, če se začnemo prerekati o tem in mu razlagati, da to mi nismo hoteli, da mi se ne želimo, on to njemu nič ne pove. On pač bo svoje trdil naprej, zato mi takrat pomembno presekamo, počakamo in se umirimo in ne pademo v njegovo dramo. In nekako, če je možno v tem primeru, rečemo, lej, vidim, da si razburjen, lej, vem, da si obremenjen, vem, da imaš veliko dela, dej, mogoče pa ni danes dan dober za to, da se mi dva pomenva, ampak predlagam, da se ali čez 3 ure, dej bova se pol zvečer, po večeri, ko bova še spila en kozarček, pa bova v miru rekla, ti moj brat, kva se mava za poment, ali pa jutra. In s tem nekako presekamo to. In zdaj, če se to spet ponovi, pa pač spet to naredimo, zato ker mogoče ta človek bo nekoč, ali pa tudi ne dojel, da pa zdaj se že cel mesec ga vabimo, da se bomo nekaj zmenili, pa sam pijemo pol, ker na koncu se nič več ne zmenimo. Tako se pravi, da je res... Zmenimo, da pijemo. Mogoče bo pa rekel, vse super, ampak kam je pa hotela povedati? Že cel mesec skozi mi hoče nekaj povedati, ampak pol nikoli mi ne pove, pa bo pol on sam prišel, a ne? Tako da pomeni, da nas ne preplavijo čustva, ker čeprav smo sami ljudje in dostikrat nas bojo in je to čisto normalno in to ni čisto, ne moramo se izklopiti, da smo samo pač neke mašine, ampak smo ljudje, ampak pomembno je, da nas ne preplavijo v smislu tega, da potem naredimo iz tega, da škodimo sebi in drugim. To se pravi, lahko rečemo tudi, naprimer, naslednje, lej, daj ti se malo tlele used, da jaz grem sam nekaj v kuhno še iskat in ga tam pustimo in gremo v kuhno, ne vem, si umijemo roke, stresemo malo to, pač napetost, ki se je pojavila, lahko se tudi po obrazu umijemo, ne vem, lahko spijemo malo vode, dejansko, da se pomirimo in pa pridemo spet nazaj. Zdaj, to je en izmed trikov, kako v takih stresnih situacijah ohraniti mirno kri in da to spoštovanje vseeno hranimo do sebe in do drugega, da ne pademo na nek nivo, da začnemo drugega žaliti. Na Facebooku ali pa na socialnih omrežjih je to veliko bolj, bom rekla, težje. Zakaj? Zato, ker tam pač tisto pride pred tabo, vzbudi en občutek, ali pa ni težje, no mogoče tudi ni, če se seveda streniramo in moramo takoj napisati, jo, kaj si tam misli, jo, in hitro napišemo enter in je že. To ne, težko vzameš nazaj, lahko greš pa zbrisati, ampak ponavadi takrat v takem, ko smo tako na hitro reagiramo, spet napišemo nekaj, kar nikoli ne bi temu človeku rekli v živo. Zato je pomembno, da na socialnih omrežjih ne pišemo nekaj, česar ne bi nekomu, ki ga imamo pred sabo, povedali na 4 oči. In ker tam se zgubi ta stik, ker je kot mašina, je tipkovnica, je tam nek chat in to, ampak v resnici še vedno, na drugi strani je človek, ki nekdo spet pride, se to prebere, se bolj on komentira, ti spet komentiraš in pademo v nek tak negativni tok enih komentarjev, ki pa čisto nobenemu nič ne prinesejo, to seveda ne pomeni, da nikoli nič ne komentiramo, ampak da se zalotimo takrat, ko čutimo, da želi ta Facebook karkoli, ker to je inteligenca, tehnična, to se pravi, to morate vedeti, da oni dejansko na podlagi vaših lajkov, srčkov, unih žalostnih vseh emojijev, imajo vaš profil, ko vi pogledate toliko naštudiran, da vam na vašo stran pošiljajo točno take informacije, ki vejo, ali da bojo vas zanimale, to pomeni, zato ni čuden, da pač nekdo, ki ga
zdaj bom se pač zmislila, zanimajo konji, a ne, nekoč neki komentira konje, on bo kar naenkrat dobil vse frende, ki imajo konje, pa kaj se z njimi dogaja in vse, in unih sploh drugih ne bo videl. In tukaj govorim predvsem o zadevi, ki nas se zdaj vse tiče in so stvari, ki so težke in so resnične in nas ravno tako lahko potegne not v to komunikacijo, ki pa ni ok za nas, a ne? Ker dejansko je to dejansko nam gre energija v tisto smer, kamor mi pravzaprav ne želimo, a ne? Zato bodimo pozorni pri tej komunikaciji na socialnih omrežjih, da ne pademo v to noter, ker to padeš takoj, ker je to tako naštudiran, tako narejen, da še ko se zaveš, sam, ko veš, da to obstaja, padeš noter in si že not in že komentiraš in pol ti takoj reče, ta tega ne maraš, dajmo še to in tako in tam ulej še tle in to tudi ne mara, ok, super in gre za to, da ta večinoma krog je sklenjen na to, da dajo negativne stvari, ki nam dajo negativne občutke, strah in ta komunikacija z mašino, s tipkanjem je pa seveda to, njim damo samo znak, kaj je tisto, kar nas nervira. Ne? Tako da bodimo pametnejši od tehnične inteligence, ker umetna ni, ker umetna pač, jaz rečem tehnična, umetno je nekaj, kar je umetno, to je pa tehnično in ima že neko svojo inteligenco in ne pustimo, da nas spelje v komunikacijo, kjer nam bo enkrat žal, ko bomo srečali človeka in bo rekel, ti si pa tako grdo meni napisal takrat, jaz sem bila pa tako žalostna, pa jaz tega sploh nisem mislila. Tako da to mogoče glede tega Facebooka, tako da jaz bom zdaj počasi zaključila. Kaj je... mogoče za konec. Obstajajo ljudje, s katerim ni možno komunicirati na normalen način. Tako da, če mislite, da z vsemi lahko kolikor toliko normalno komunicirate, jaz sem prepričana, da obstajajo ljudje, s katerimi ni možno. Zdaj to lahko bi rekla, da so to neki sociopati ali pa psihopati in narcisi, čeprav koleriki, narcisi. Mislim, lejte, v vsakem človeku je nekaj malega, je tudi malo narcisa, je tudi malo vsakega, pač v vsakem človeku je malo, ampak tisti, ki dejansko je prepojen z to lastnostjo, s takim ne moreš komunicirati, žal, in izgubljaš energijo in na koncu te lahko tudi v bistvu čustveno uničijo, pa tudi fizično oziroma psihično. In zato je najbolj, da se pri takih ljudeh umaknemo. To nič ne pomeni, da je kaj slabega, da smo puško vrgli v koruzo ali pa da se ne znamo pogovarjati, čeprav bi se radi, ampak enostavno so ljudje, s katerim se enostavno te ne bojo slišali, tako kot sem prej govorila pač o eni moji znanki, ki enostavno ni razumela, če bi jaz rekla, lepo sluš, kadarkoli me pokličeš, sam ti govoriš po telefonu, kadar prideš ti govoriš, ti si sam tako, no, jaz sem potem kot suna. Če bi jaz nekaj rekla, ona tega ne bi razumela nikoli, nikoli. Zato, ker te ljudje tega ne razumejo, ker je to enostavno, lahko pridejo sam do tega sami, ko enkrat rečejo, mogoče, zakaj ta človek mene ne pokliče, zakaj se noče z mano dobiti. Ampak ne verjamem, da se to zgodi, lahko v enih, ne vem, na 1000 primerov. Tako da pri teh je bolj, da se omaknemo, tudi če so fizično agresivni, se ne splača z njimi v bistvu komunicirati, ker se itak ne moreš, pač lahko samo si rečeš, ok, čau, fajn bo ti in greš. Najpomembnejša stvar v komunikaciji je slišati tisto, kar ni izrečeno, po mojem mnenju. Ker beseda je beseda, ampak tisto, kar ni izrečeno, pa v bistvu je dostikrat skrito in če hočemo vse sam slišati, tistega ne bomo slišali. Se pravi, to branje med vrsticami nekoga, kar nekaj pove. In naj bo komunikacija naše orodje, ne pa naše orožje. Zato, ker v tem času ne rabimo orožja, rabimo pa orodje, da bomo lažje prešli čez te čase,
ki so in ki nas še čakajo. Tako da hvala, ker ste me poslušali. Hvala, člani moji. Zdaj bom pa predala besedo Mihaelu in bodite z nami še kdaj, ker bojo še zanimive teme. Ja, iskrena hvala, Julija. Dala si v tej uri eno afektivno vrednost, mislim ne samo meni, ampak vsem nam, pa mogoče še komu, ki nas spremlja. To pomeni čustveno, inteligentno, fizično, neverbalno, afektivno gledano s celoto. Zelo dober stavek, zelo mi je bilo všeč, ko si rekla, da je človek prepojen z neko lastnostjo tako močno, da ga označi. In mislim, da je ta naš čas tudi prepojen z neko lastnostjo, ki je v zraku. Greš po cesti, je vse lepo, jesen diši, jesen je rjava, vse je krasno, ampak v nekem smislu, ko prideš pa v en prostor, pa diši po nekem C, po nekem V, po nekem tako naprej, po vseh teh stvarih, ki bolje, da jih ne izrečem, zaradi tega, ker v tem primeru dobijo svojo moč in svoj pomen. Tako da komunikacija je lahko verbalna, neverbalna. Hvala ti za vse to, Julija, razsvetlila si nas danes. Lahko pričakujemo še kaj. Tako, evo, dragi moji, vsem, ki vam je to bilo všeč, smo začeli zdaj z eno tako serijo, fino, komunikacija je zelo pomembna pred šparom, pred ženo, pred delodajalcem, pri prijatelju, v telefonskem klicu, skratka, skušajmo osmisliti te stvari na tak način, da bomo vsi od tega nekaj pridobili, se duhovno obogatili in tako kot je Julija lepo povedala, 50-50. Toliko kot poveš, toliko poslušaj. Je pa res, da so talenti različni. Eden je prepojen s poslušanjem, eden te pa preplavi kot tsunami z besedami. V takem primeru sta si ta dva kar kompatibilna, ampak v vsakem primeru je treba seveda dati človeku prostor, čas in pa se ne ujeti v komunikacijske pasti družbenih omrežij, kjer naenkrat odreagira človek. Ker to, ko je enkrat zapisano, tudi če zbrišeš, ostane zapisano v arhivih. Toliko, upam, da ste si v vaš arhiv, dušo, srce, oči danes uspeli kaj zapisati koristnega. In glede na to, da je ura natanko 17:00, vas povabim, seveda, da nas počakate do 18. ure, kjer bomo začeli z drugim delom predavanj, kjer bo povedal naš predsednik, naša podpredsednica in na koncu bomo naredili suma sumarum tega dneva. Hvala lepa za vašo pozornost. Julija, tebi iskrena hvala za ta komunikacijski del in vsem, ki smo tukaj in pred kamero in na Facebooku lep pozdrav. Se vidimo čez 1 uro. Hvala lepa.